Prva asociacija na KMŠ oziroma Klub mariborskih študentov je najverjetneje nočni klub, ki je v centru Maribora odprt vsak petek in soboto ponoči. A ta z dejanskim društvom študentov pravzaprav nima nikakršne zveze. Klub mariborskih študentov je študentsko društvo, ki ga v bistvu oblikuje 800 članov. Zanj dela približno 25 aktivistov in letno delamo 40 dogodkov približno. Pokrivamo zelo širok spekter, imamo 5 različnih sekcij, sekcijo za socialno in zdravstvo, kulturo in izobraževanje, mednarodno povezovanje, šport in zabavo in pa tudi dijaško sekcijo. Torej v sklopu študentskega društva delujejo tudi dijaki, ki že sami izvajajo projekte, mi pač jim seveda pomagamo. To pa ni njihova edina naloga. Ukvarjajo se tudi s problematiko tega področja, ki se po mnenju vodje sekcije za socialo in zdravstvo skriva v sami organizaciji dogodkov in nizki stopnji aktivnosti samih študentov. Predvsem se mi zdi, da so mogoče mariborski študenti malo neodločni, v bistvu pasivni in pa premalo samoiniciativni. In dogodki, ki se organizirajo v Mariboru, so mogoče preveč ozko specifično usmerjeni, torej za samo področje študijske smeri, ki ga takrat študiraš. Zdi se pa mi, da pa ni nekih dogodkov, kjer bi se ljudje povezovali z različnih študijskih smeri, z različnimi interesi in z različnim zanimanjem in pol to združili mogoče z nekim dopolnjevanjem, z neko celoto in to recimo neko idejo spremenili v sam produkt oziroma projekt. In tako je nastala ideja za coworking prostor, ki je v osnovi namenjen povezovanju študentov. Pisarna je luč sveta ugledala pred 2 tednoma, v njej pa lahko danes srečamo tudi poslovneže. Gre za prvi tovrstni lokal v Mariboru. Torej, kot že rečeno, smo si želeli ustvariti nek prostor, ki bo združeval ljudi, ki jih bo povezoval, spodbujal kreativnost in inovativnost. In tako smo ustvarili ta prostor, ki je v bistvu coworking prostor, kamor lahko ljudje pridejo delati. Menimo, da nekaj takega še ni v Mariboru, lahko greš v knjižnico ali pa si na fakulteti. Ni pa takšnega prostora, ki bi povezoval ljudi različnih zanimanj in jim v bistvu nudil vse, kar nudijo prave pisarne. Od res hitrega interneta do elektrike, ki je pač po celotnem prostoru, do pisarniškega materiala, printerja, skenerja. Za še več kreativnosti pa v pisarni organizirajo tudi razne dogodke. Ob torkih vabijo na potopisna predavanja, ob petkih na akustične koncerte, kjer dajejo priložnost predvsem mladim, še nepoznanim glasbenim skupinam, da se predstavijo. V pisarni strežejo aktivisti sami, izkupiček pa vsakodnevno roma v sklad društva, kamor se letno steka tudi okoli 120 tisočakov iz sklada koncesije Študentske organizacije Slovenije. Čeprav lokal ni odprt dolgo, ga dnevno obišče veliko ljudi in se že lahko pohvali stalnimi strankami. V bistvu sem zdaj prvo leto bruc in pa med predavanji, med vajami imamo kaj fraj časa, pa prijem pa spijem sem kavo, gledam kaj za faks, a pa v bistvu prijemo s kolegi sem, se menimo, malo brainstormamo za razne dogodke, ko delamo tudi v Prekmurju v enem mladinsko-kulturnem inkubatorju. In mogoče tudi kdaj spoznamo kakšno novo osebo za kako sodelovanje in tako dalje. Aktivisti društva KMŠ si želijo medse sprejeti še več kreativnih ljudi, pa tudi novih članov so zmeraj veseli. Postopek je zelo preprost, torej izpolnijo pristopno izjavo s tem, da se strinjajo, da bodo postali naši člani, nimajo pa s tem oni nikakršnih obveznosti. Mi jim nudimo zelo dosti ugodnosti, med njimi smo se zdaj recimo povezali z Evropsko kartico ugodnosti in jim v bistvu nudi razne popuste v Mladinski knjigi, Disneyland, GoOpti. Potem se mi dogovarjamo seveda tudi z raznimi partnerji in jim nudimo recimo zelo ugodno, nezgodno zavarovanje pri vzajemni, nudimo jim ugodnejše karte pri fitnessu, nudimo jim brezplačno fotokopiranje v pisarni in pa seveda vsi naši člani imajo tudi, lahko dobijo karto za vtrgatev po ugodnejši ceni. Vtrgatev je osrednji dogodek društva, ki bo letos 17. novembra in povezuje popoldanski del, ki je namenjen športno-adrenalinskim igram in tekmovanju neprofesionalnih športnikov, ter večerni del, ki bo v UŠC-ju in kjer bodo letos nastopile skupine SARS, Tabu in Siddharta.